Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji, najprej hvala za ta res čudovit pogled na Evropsko Slovenijo. Vi ste tisti, ki ste začetke tega pogleda omogočili pred 10 leti in vi ste tisti, ki ste garant zanj tudi v bodočnosti. Danes smo se tukaj zbrali zaradi tretje Majniške deklaracije v zgodovini slovenskega naroda. Imeli smo namreč sanje. Majniška deklaracija 1989 je bila stkana iz sanj. A že ob samem rojstvu Slovenije so nam dejali, da so sanje dovoljene samo en dan. Ampak, dragi prijatelji, sanj ni mogoče prepovedati. Sanj ni mogoče niti zatreti za dolgo in sanj ni mogoče zapreti. Sanje in hrepenenje po svobodi in pravičnosti so namreč stare toliko, kot je staro človeštvo. Zaradi tega smo velik del naših sanj iz Majniške deklaracije pred 25 leti uresničili. Deklaracijo je takrat podpisalo najprej 5, nato 10 in na koncu 100 različnih organizacij. Deklaracijo je na začetku podpisalo 100, nato nekaj tisoč, po 6 mesecih pa nekaj 100.000 posameznikov. Postala je volilni program Demosa. S tem je zaživela v slovenskem političnem prostoru, zato danes živimo v suvereni državi slovenskega naroda in demokratično smo se povezali v Evropsko unijo. A vse to ni bilo zastonj. Veliko truda je bilo potrebnega, veliko poguma, pa tudi veliko trpljenja. Zapirali so nas, razorožili so nas, doživeli smo agresijo in vojno in stali smo na pogoriščih požganih domov. Videli smo bolečino mater, ki so izgubile svoje sinove, in bolečino otrok, ki so izgubili svoje očete. Vendar smo v tistih časih dokazali, da lahko in da je mogoče skupaj z narodom doseči vse, brez njega pa ni mogoče doseči ničesar. Današnji čas je nažalost dokaz za to zadnje. Delajo proti narodu, zato smo že dolgo v krizi. Sodijo v imenu ljudstva, to ljudstvo pa jim zaupa najmanj v celotni Evropski uniji. Spoštovani, drugi del majniških sanj izpred 25 let zato še vedno ni uresničen. V Sloveniji nismo naredili veliko stvari zato, da bi zagotovili normalen prehod v normalno, demokratično, odprto družbo svobodnih posameznikov. Nismo uspeli narediti veliko tega, kar so naredili v večini držav, ki so šle pred 10 leti hkrati z nami v Evropsko unijo. Nismo uspeli narediti veliko tega, kar je uspelo mojemu prijatelju Mikolašu na Slovaškem, kjer je
imela desnosredinska koalicija v rokah mandat 8 let in so lahko v veliki meri dokončali tranzicijo. Mi je nismo mogli in te majniške sanje izpred 25 let nam zadnjih 20 let intenzivno kradejo. Izpodmikajo tla pod nogami slovenskemu človeku, ga oblagajo z lažjo, izžemajo z vedno novimi davki, pehajo v revščino, mlade pa odganjajo iz domovine v tujino. To takrat niso bile naše sanje. Ob tem govorijo, da je za vse težave kriva Evropa in skrivajo pravi vzrok. Ta pravi vzrok pa je nedokončan prehod, nedokončana tranzicija. Vzrok so gospodarji lutk, gospodarji kaosa, ki delajo z ozadja in kaos sami ustvarjajo. Glave spet obračajo proti Moskvi in mahajo z rdečo zvezdo kot na Rdečem trgu. Vse evropske vrednote so zanje le maska, ki si jo nadenejo na letalo za Bruselj, doma v ljubljanskih Stožicah pa prepevajo živel komunizem ter se norčujejo ali žalijo Slovenijo in Evropo. Spoštovani, pred dobrega četrt stoletja je slovenski praporščak Ivan Borštner v tajnem povelju Jugoslovanske armade zaslutil nevarnost za slovenski narod. Zoperstavil se je, kljub temu, da je bil sam in družina eksistenčno odvisen od službe v uniformi. Tvegajo vse, tudi svojo svobodo in svoje življenje. Čeprav samo počasnik v Jugoslovanski armadi je razumel mnogo več, kot smo bili sposobni dojeti mnogi, ki smo takrat še vedno naivno upali, da se bo režim reformiral od znotraj. Ni še čas, so v strahu govorili mnogi, on pa je vedel, da je zadnji čas, da je prišel čas, ki kliče. Ko je Ivan Borštner julija 1988 stopil iz sodišča na Roško cesto, je za pesnikom ponovil zgodovinske besede. Jaz, bratje, pa vem za domovino. In Slovenija je te besede ponovila za njim, prišla je slovenska pomlad. Danes po 25 letih je Ivan Borštner razočaran in mnogi to razočaranje delimo z njim. Kljub temu pa smo se zbrali tukaj zato, da mu dokažemo, da se moti, da še vedno vemo za domovino. Naj zato naše sanje dosežejo tudi tiste, ki danes mogoče še spijo z odprtimi očmi. Kajti slovenska domovina pripada vsem in ne samo nekaterim. Pripada tudi tistim, ki so umrli zanjo, in pripada tudi še nerojenim. Pripada tudi tistim, ki so trpeli, in ne samo onim, ki so preganjali, obsojali, zapirali in morili. Dobra prihodnost in pravičnost lahko prideta le z roko v roki. In za takšno dobro prihodnost smo se trudili, ko smo gradili Slovenijo. Gradili smo jo tudi za tiste, ki so ji nasprotovali. Verjeli smo, da je prišel nov čas, čas, v katerem bo prostor za vse, tudi za tiste, ki so bili na drugi strani takrat,
ko je šlo za zgodovinska dogajanja, vendar danes vidimo, da so nam to namesto za dobro vzeli za slabo. Ampak dobra prihodnost, katero verjamemo, je za vse in vsi smo povabljeni k slovenski mizi. Nihče ne sme biti vnaprej izločen. Nekoliko dolgo je trajalo, da je prišel današnji dan in ponovno spoznanje, da pride čas, ko ni več časa. V tem gluhem času, v tem gluhem obdobju smo morali spet ustvariti domovino za besedo, da ta ne bo samo gluho odmevala. Da bo beseda dejansko pomenila tisto, kar je, da bo slišana in da bo spoznana. Zato se je v nedorih demokratične civilne družbe in demokratične politike, na vrednotah slovenske osamosvojitve, v nedorih Evropske Slovenije, rodila Majniška deklaracija 2014. In v tej deklaraciji, ki je bila prej prebrana, besede dejansko pomenijo tisto, kar so. To pomeni, da s to deklaracijo mislimo resno. Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji, ko smo pred 25 leti pisali drugo Majniško deklaracijo, smo imeli sanje. Današnji dan je dokaz, da so te sanje še žive. Poznamo Slovenijo in vemo, da ima dobro in plemenito srce. Zato je nastala tretja Majniška deklaracija. In tukaj prisegamo, da jo bomo uresničili. Prvi korak. Prvi korak, spoštovani, smo naredili danes. Drugega bomo naredili naslednjo nedeljo na evropskih volitvah. Tretji sledi junija na referendumu, četrti sledi julija na državnih volitvah in peti sledi jeseni na lokalnih volitvah, po katerih bo tudi na tem gradu nad nami zaplapolala slovenska zastava. Spoštovani, na tem mestu obljubljamo, da ne bomo nehali sanjati tudi jutri, ko bo nov dan. Kajti mi vemo, kaj smo in želimo biti to, kar smo. Po dolgih letih ukradenih sanj je namreč spet čas za preporod, za nov polet, za novo stran v knjigi slovenske zgodovine. Pero je v naših rokah, trikrat bo letos in kmalu bo v naših rokah tudi naša usoda. Naj živi pravična Slovenija, Bog živi Slovenijo.